mediji to povzamejo in v bistvu so družbena omrežja nekako tisto središče, kjer se, ampak on pol v bistvu pove res tako, kot se je on najbolj počutil in vse ostalo, kar okoli tega govorijo pol drugi, se mi zdi tako malo brezpredmetno. Te izboljšave so miniaturne, ne rabiš imeti ne vem česa, da se ne rekel, da zdaj sem bolj. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Najprej, preden začnemo, vam bi Jaka rad nekaj povedal. Ok, ne bo Jaka povedal, bom jaz povedal. Bo kar Simon povedal. In to je, da bova res vesela, če se naročite, pa spremljate malo, kaj se tukaj pri nama dogaja. Verjamem, da bo za vsakega kdaj kakšen pogovor zanimiv, tako da, če se naročite, bova res vesela. Če vam je ta posnetek všeč, ga lahko lajkate in mi da se bo... Ali pa komentirate tudi, če vam ni všeč, pa poveste, kaj bi radi, da spremeniva. Ja. Ali pa povabiva kakšnega novega gosta. Ki si ga lahko tudi vi zaželite, pa komentirate. Evo, z veseljem povaba, pa si najdeva prostor za to. Danes ste pa z nama za zanimivo temo, ki je kako mediji in pa družbena omrežja, kako vplivajo na profesionalne športnike in pa posledično pol tudi na nas amaterje, ki se s tem bolj tako rekreativno ukvarjamo, ampak meni se zdi, da že tako na začetku lahko povem, da prav zaradi teh družbenih omrežij se nekateri amaterji s tem s športom, ki so ga včasih delali tako iz užitka, začeli zavzemati malo preveč, ker jim je veliko informacij pač kar naenkrat zelo hitro dostopnih. Ampak saj do tega bomo še prišli. V bistvu se bo torej, če povzamem, pogovarjala o vplivu družbenih omrežij na socialnih omrežij na šport na splošno. Ja, v resnici. Na splošno. In ja, najprej bomo začeli s tem, da v bistvu največja razlika je, da ko so bili mediji, kot so, ne vem, RTV, karkoli, 24 ur, ko so poročali o nekih stvareh, je zdaj družbena omrežja v mojih očeh so najbolj spremenila šport, tako da v bistvu športnik, ki je tekmoval, lahko takoj da nek svoj odziv in pove širši publiki nek svoj aspekt neke tekme in potem v bistvu mediji to povzamejo. In v bistvu so družbena omrežja nekako tisto središče, kjer se stvari dogajajo in potem mediji v bistvu informacije dobijo iz družbenih omrežij. Kar se, razumeš? Ja. Nekako tako se meni to zdi. In v bistvu je to zelo hiter pretok informacij, ampak še vedno so tukaj mediji, da gledajo tisto, kar je nekako resnično. Ker problem pride, ker v bistvu mi, amaterji, gledamo neke stvari, tudi jaz, na družbenih omrežjih, ki niso potrjene z nobene strani, ampak kar tako malo objavljene, ker lahko objavlja, kdor hoče. In začneš nasedati nekaterim stvarem, ki ni nujno, da so. Ok, jaz bi pa tle dodal eno stvar in to je, da v resnici mediji res zelo veliko stvari povzemajo po objavah športnikov. Ja, ker... Ampak v resnici mediji še zmeraj so tako, kot so bili včasih, še zmeraj so paparaci, še zmeraj sledijo vsem možnim stvarem športnikom v živo. Imajo samo še nek dodatek, ki pa večini ljudi postaja bolj zanimiv kot sami mediji, kot sami novinarji. Ker tisto, kar športnik sam pove po tekmi, svoje mnenje, kaj se dogaja, njegov potek dirke, ki skoraj vedno zdaj povzamejo to dogajanje, tudi povejo na socialnih omrežjih. Samo novinarji pa v resnici vedno znajo postaviti taka vprašanja, da so najbolj zanimiva za publiko, ker so natrenirani. Točno to. Imaš prav, ja. Ampak mediji... Ko so malo tudi zdaj midva. Ja, ampak še vedno pa na družbenih omrežjih te stvari, ki so včasih malo na dolgo in široko predstavljene na medijih pač tako. So na družbenih omrežjih bolj zanimivo predstavljene. Nekatere stvari, ki jih nekdo, ki nima časa brati ali pa neki, so na družbenih omrežjih bolj privlačne, bolj zanimive pa bolj strnjene. In pol
Vsaj jaz osebno bolj gledam družbena omrežja. Ok. Zakaj so stvari bolj privlačne na družbenih omrežjih, kot pa na novicah? Pa zakaj misliš, da sploh mlajše generacije, da so bolj Mislim, nagnjene? zanimivo mi je to, ker sem bil mlajši, jaz ful nisem maral gledati izjav športnikov po tekmi. Zdaj mi je pa to najbolj zanimivo. Ja. Ne vem, a to je pri vseh tako? Mislim, pri tebi. Ker tako prav točka je bila, ker jaz res nisem mogel intervjujev športnikom poslušati po tekmi. Zdaj, jaz, ki večino gledam kolesarstvo ali pa pač katerikoli šport, nisem mogel gledati tega, ker mi ni bilo zanimivo. Ampak zdaj pa gledam samo to, ker nekako to ti je tisto prvo, ko športnik pove, kaj se mu je v bistvu zgodilo, kakšni so njegovi občutki, in pa nekako razumeš, da če zna kdo povedati, zna on. Mediji pa samo nabijajo stvari. Ja. In v bistvu nekako objektivno analizirajo neke dogodke, ki so se zgodili. Ampak športnik je pa tiskala, res pove subjektivno, kako je bilo. In njegovo doživljanje med tekmo. Mediji objektivno. Mislim. Ja, ne, objektivno v smislu, da ne vejo, so subjektivni, ampak oni ne vejo, da se oni lahko nabijajo stvari, kako je nek športnik se v dani situaciji počutil. Ampak zares ti pa samo on lahko pove. In pa je tista subjektivnost bolj taka, ne vem, najboljši so intervjuji, se meni zdi. Ja. Ampak to tudi dobimo na medijih. Zakaj so intervjuji najbolj? Ja, kot sem že prej rekel, zato ker v bistvu športnik sam pove, recimo jaz, ki gledam Tour, v bistvu športnik, recimo Jonas Vingegaard, ti v bistvu novinarji so tukaj, da mu dajo vprašanje, ja, tako kot si ti rekel, ampak on pol v bistvu pove res tako, kot se je on najbolj pač počutil, in vse ostalo, kar okoli tega govorijo pol drugi, se mi zdi tako malo brezpredmetno. Ja. Mislim, vsaj tako je pri kolesarstvu, ampak tudi drugje. In zato jaz mislim, da se v zadnjih letih zelo uveljavlja ta način prenosa podatkov, ki ga midva zdaj delava, in to je pogovor, podcast. Ja. Zato ker v resnici kot človek, ki cilja k temu, da bo čim več ljudi dosegel s svojimi informacijami, je potem socialna mreža so, to mi jaz čisto iz svojih stvari, kako sem jaz se lotevam v bistvu prenosa podatkov ven, kako se lotevam včasih, sploh pri teh kratkih posnetkih, ki sva jih zdaj začela delati, mislim, sem jih začel delati. Ja. Poglejte, jaz, ko dobim eno vsebino in jo moram spraviti v kratek posnetek, da bo videli čim več ljudi, jaz ciljam na par stvari. Prva stvar je, da najdem eno zelo, zelo močno in zelo privlačno stvar za začetek posnetka. To je prva stvar. Druga stvar je najti eno vsebino, ki bo res, res dobra za čez cel posnetek. In tretja stvar je pa pač, da bo še vse to lepo teklo, da bo muzika zraven, da ne bo človeku zmanjkalo koncentracije med posnetkom, pa da bo dosti kratek. In tle je en kup korakov, kjer se informacije spodbijajo, ker vi lahko vidite en posnetek, ki zgleda kot en posnetek, pa v bistvu je to narejen iz 3 različnih segmentov intervjuja, ki traja 1,5 ure. No, zdaj pa vi pomislite na to, kaj lahko vse vzamemo ven iz konteksta. In to je problem, in zato mislim, da so, kot si rekel, intervjuji najboljša forma, in zato mislim tudi, da ljudje najrajš zdaj po informacijah hodijo v take pogovore, zaradi tega, ker tle to so nerezani pogovori. To so pogovori, kjer so sicer za večino ljudi manj zanimivi, ne? Ja, za tiste mlajše. Mislim, kot sem rekel, mlajši jaz nisem mogel tega poslušati, ampak zdaj si pa tudi sam kakšen podcast zavrtim čist mirno, o kolesarstvu večinokrat, in pač čist lepo poslušam, ker realno govorijo ljudje, ki o tem nekaj vejo. In govorijo iz lastnih izkušenj in ne komentirajo tako kot novinarji, ki v bistvu zelo znajo predstaviti, ampak ne spoznajo se pa toliko na vsako zadevo in detajl v tem športu. In novinarji so v bistvu tle korelacija s tem, kar sem jaz, kad delam kratek posnetek. Samo to, da se razume. Ja, v bistvu res.
iščejo To je Simon Dover. najbolj zanimive stvari, najbolj šokantne stvari in te stvari lahko poiščejo iz 3 različnih momentov v nekem intervjuju, ki v resnici med sabo nimajo nobene povezave in naredijo en stavek, ker se to pač da. Ja, pa tudi ne samo novinarji, tudi pač ja, tako kot si ti rekel, to lahko narediš tudi ti ali pa kdorkoli izmed vas. Zanavte misli, to jaz naredim. Ja. Ne v podcastu, podcast je nerezan. Podcasti so nerezani, kratki posnetki pa logično so. In tako se v bistvu tudi na Instagramu dela in pač povsod tem kratkimi posnetki, ki v bistvu privabljajo širše množice ljudi, ampak nekako vidim v tem tudi problem, ker družbena omrežja toliko vplivajo na pač mlajše športnike in to, ker v bistvu ne prikažejo vedno celotne slike. In v bistvu te lahko malo zavedajo in dajo podatke, ki so občasno malo čudni, nepreverjeni in se meni zdi, da je veliko mladih kar naenkrat preveč zainteresiranih za neko stvar, pa preveč tako, rekel, ne vem, kako bi se izrazil. Ja, to je na primer efekt, ki ga po mojem vsi poznamo iz naše mladosti. Ne? Ja, ker jaz. Poglej, jaz bom dal čisto svoj primer. Jaz sem bil kot mlad, sem zared sprobal vsak šport, no. Zelo veliko športov sem sprobal. Ja, on jih je zelo veliko, jaz pa ne. Poglejte, ne, ker je bilo svetovno prvenstvo, ne, evropsko prvenstvo v košarki, ki so ga Slovenci zmagali, ki so ga naši zmagali. Takrat sem si jaz želel poskusiti košarko. Ker smo imeli mi, ker smo začeli gledati nogometne tekme, sem si želel poskusiti nogomet. In tako vplivajo mediji na človeka. Ne? Se ne bom rekel, da je slaba stvar, da te malo povlečejo v šport, ampak jaz sem treniral šport. In to bi v bistvu pomenilo, da bi menil šport pod nekim vplivom. Ne? Sej poskusiti je vse fajn. Ja, se strinjam. Sej isto je bilo pri meni, samo do tega pri meni ni prišlo. Ne vem, a si ti začel nogomet trenirati? Ne, nisem. Verjetno ne. Ja, tudi košarke nisem. Tudi košarke ne, ampak jaz sem tudi bil na tem. Ja, zdaj, greš pa na igrišča, veš. Spomnim se, to je bila osnovna šola, 2017, ja. In ja, takrat se spomnim, ko smo zmagali Eurobasket v Turčiji in se spomnim, da ker naenkrat naslednji dan, ali pa naslednji teden, no, ampak v tistem obdobju takoj, je bilo ker naenkrat vsi koši so bili zasedeni. Ja. Točno to. Pač vsi koši so bili zasedeni. Vsi smo igrali fuzbal. Fuzbal je bil najbolj popularen. Pač, ne vem. Ja. Pol je bil pa ta Eurobasket. In spomnim se, da koši so vedno samevali, pa meni se, da so bili 4. Ja, 4 so bili. Na igrišču. Ja. Ma ne, so bili čudno postavljeni. Veš. Ja. No, ni važno. Ampak vedno si lahko igral košarko, če si to hotel. Pa ni bilo gužve nič. Ja. Prav spomnim se, vsak je imel že svojo žogo in koši so bili polni, skratka, ni se dali igrati košarke, razen če pač po 10 na koš in pa več žog. Ker je vsak hotel pokazati svojo žogo. Tako da za marketing je to tudi ful dober, ker je neka ekipa uspešna, to se pač prodaja. To je spet en aspekt medijev, marketing. Če greva na to zdaj, da bo zanimiv. No, pa lahko greva zdaj na to. Marketing, mislim, na to se mogoče, se oba spoznava. Odvisno za katero šport. Ne. Mislim, za kolesarstvo, to je kar drag šport, daleč od tega, da je najdražji na svetu. A ne. Ampak ker šport, na primer, je najdražji na svetu. Najdražji šport na svetu? Jaz mislim, da je formula. Formula, kakšno jadranje. Jadranje, zagotovo. Najdražji tako, glede na oseb, ki tekmuje. Ne? Ki tekmuje. Ja. Veš, za enega športnika moraš vložiti 15 milijonov, da lahko tekmuje. Ja, to je ogromno. V kolesarstvu, mislim, ima mogoče tako plačo, to je brez plače športnika vključeno 15 milijonov. Samo en ima plačo nad 10 let. Pogače. Edini 12 milijonov. Z vsemi dodatki. Ampak plus, ne vem, 100,000 mogoče za opremo. Ne? Oprema. Pogačar je imel na turu, to sem zasledil, to je nepreverjeno dost.
Messi je imel 5 do 20 koles. Ja. Ogromen koles, ampak to so ene druge stvari, ne bomo se zdaj v to spuščali. Mi smo ostali pri, kako družbena omrežja vplivajo na marketing. Zelo, kad smo pri teh žogah rekli, ok, žoge so poceni, ampak če bo pa vsak en otrok rekel, mami si kup žogo, zato ker smo tako dobri, pa bo pa kar naenkrat to rasel in v bistvu... Ampak to le bolj večji vpliv po moje novic, pa družbenih omrežij. To je res, odvisno na katero generacijo. Vsaj takrat so bile bolj novice, kot družbene omrežje. Takrat zagotovo, ampak zdaj ne vem, ker smo bili dobri v nogometu. To zdaj ne vem, kako je bilo na igriščih, ker... Zdaj smo midva že malo ven. Zdaj smo midva ven in tudi na naju več ne more vplivati to, kar sprej je rekel, zdaj smo pa dobri v hokeju, zdaj pa hokej začela. Midva so ven iz tega. Midva tega se ne bova več šla, ampak te mlajši, na mlajših svet stojim, pa njih je treba prepričati v nekaj, ne? In v bistvu marketing v bistvu prav na to gleda, ker zelo velik. Zelo velik. No, mislim, ne sam na to, ne, pač, ampak na njih tudi. In potem v bistvu profesionalni šport je v bistvu samo to. Ja, seveda, sej nekako mora biti to financiran. Pokriti stroški, kar si prej ti rekel, formula. Zakaj Pogačar dirka? Prav zaradi tega, ker se veliko ljudi zaradi njega odloči nekaj kupiti in te sponzorji, ki ga financirajo, ga dobivajo velike profite in potem mu lahko dajo tako veliko plačo in on je še večji šov dela in v bistvu si plačan na to, kakšen šov delaš. To je Simon zelo dober, to se zdaj jaz sam ne bi spomnil, ampak v bistvu je on to zelo dobro odprl, ker sem glih zanj videl najbolj plačani nogometaši na svetu. Niso najboljši v tem trenutku, pa tudi niso v najboljših klubih, pa tudi niso nadzmagali, ampak so plačani po tem, koliko imajo sledilcev na Instagramu. Skoraj tako, v bistvu nisem šel prav gledat top 10 vse, ampak meni se je za prve 3 Ronaldo, poje Messi, poje meni se zdi, Mbappé, Haaland, Vinicius, te so v top. V bistvu so to sledilci na družbenih omrežjih. Plus dejanska poznavnost. Plus prepoznavnost, zato, ker sledilci na družbenih omrežjih so zdaj zelo dobra korelacija s tem, kar je dejansko njihova poznavnost, ker večina ljudi je na družbenih omrežjih. Točno. Ampak, tudi če pogledaš na primer boks, ne? Imaš milijon bokserjev, ki bi nabil vsazga Jake Paula, vsazga Logana, kogarkoli že, ki so imeli te bokserske amaterske evente. Ampak oni pa lahko napolnijo dvorano. Tyson pa Paul lahko napolnita dvorano. Točno to. Petrič pa Šišić, bosta pa tudi zdaj napolnila dvorano, tako da to ni plačana promocija, ampak če se vam da, pa jaz mislim, da boste uživali, je en event 22. novembra, tako da če se vam da, pridite v Vižmarja. No, mogoče pa še celo jaz pridem, pa kaj, a bo kaj posnela. No, to bomo videli. Tam boste mene sigurno lahko srečali, pa Jakata tudi, če koga zanima. Kdaj je to? To je vikend, ne? Nisva zvezdi, tako da se... To je sobota, ne? Tako ne rečem, sobota. Zvezdi so pa tisti, ki bojo boksali tam, tako da to se vam pa splača. Njih je treba gledati, ker to je izjemno zahteven šport in... Noro zanimiv v resnici. Je zelo zanimiv. In to je v bistvu dejansko v 3 korakih pokrit celoten šport, ne? Celoten profesionalni šport. Pač, dober športnik moraš biti, veliko ljudi te mora poznati, da lahko napolniš dvorano. Gotovo, to je šport. To je profesionalen šport, ne? Profesionalen šport, definitivno okoli denarja se vrti vedno in ves čas in vse. Zato, ker drugače ne moreš živeti od profesionalnega športa. Pa naj kdorkoli reče, da ni to za denar, v bistvu v končni fazi. Brez tega
brez da bi jim nekdo imel profit, ne bi prirejali ničesa. Ok, da se bomo pa tle čisto razumeli, ne? Ja. A morajo športniki imeti radi svoj šport? To morajo. Ja. Ampak to je definitivno res. Ne boš ti neki delo, ker ti ni všeč. Ne? Mislim, A boš uspel, če ti ni všeč? ne boš. Na profesionalnem nivoju ni šanse. Ja. Zdaj, Pogačar, če bi hotel služiti denar za kolesarstvo, ki si mlajši, pa razmišljaš, ne boš šel v nek šport, kot je kolesarstvo, ali pa še boljši primer, gorski tek, zato ker, ne vem, ker hočeš denar. Ja. Ne boš šel. Pa Sploh tudi v tam, ja. fuzbal ne boš šel zaradi tega. Mislim, da ni veliko ljudi, ki bi kot otrok si rekel, zdaj pa jaz hočem denar, zdaj bom pa profesionalni športnik. Mislim, se ne da. Zelo težko boš ti uspel v katerem koli športu, če imaš namen biti, ne vem, bogat, obogaten zaradi tega. Mislim, to je čist grešeno. Se tudi najdejo kakšni taki posamezniki, ampak če te žene naprej želja po denarju, ja, brez denarja ne bi bilo nič, ampak brez želje po nečem pa tudi ne. Ja. In ja, si zelo dobro iztočnico dal za tole se mi zdi, da so dobre. Ja, to je zdaj pokrit profesionalen vidik tega, kaj zdaj Ja. družbeno mreže vplivajo. Zdaj pa še Nas. Ne. Ja, nas amaterje, ki to delamo smo po bistvu cilj profesionalnega športa. Točno to. Ja. V bistvu je to nekako posledica profesionalnega športa smo mi, ki smo bombardirani, vsaj jaz sem, zate ne vem, ampak mi smo bombardirani vsak dan z 101 informacijo o nekih stvareh, ki se dogajajo v športu, in seveda cilj je vedno, da ti kot amater se izboljšaš in vedno se nekako postaviš, nekega si postaviš vzornik ali pa nekaj takega, ki bi hotel biti kot on. Ne? Poznam veliko ljudi, ki hoče biti tako kot nekdo, in pol delajo vse na tem. In zdaj, če si neki kup ali pa če začne nekaj uporabljati, recimo zelo je primer zdaj, je ta trak za nos, čez nos. To zdaj vsi je, pač vsi amaterji, dobro, ne zdaj čisto vsi, ampak še vedno je to se je toliko povečalo, da je noro, ampak to sem zaradi tega, ker se je to začelo med profesionalci, ne, pač tisto, kar je najprej bo šlo med profesionalci, pa se bo pa to zaradi tega, ker sva prej rekla, tisti, ki ima več sledilcev na družbenih omrežjih, tisti je bolj plačan, zato ker več ljudi lahko doseže ta informacija. In je super vsaka možnost za promoviranje nečesa. Recimo ta trak za nosove, ne vem, Lidl Trek je imel trak za nos, ki je Lidl gor pisal. Pač vse te stvari so nekak produkt, ki se ga pol pač Pa v resnici so to stvari, ki ne naredijo razlike. Ne. Ne boste verjeli. Ne, to ne naredi razlike. Ne. V končni fazi je treba samo trenirati. Zdaj ta marketing ti prodaja pa neke stvari, ki te lahko zboljšajo, ampak v bistvu oprema še vedno nikoli ni naredila najboljšega na svetu. Pa tudi kot amater se mi zdi, da je te potrošnje zelo veliko. Saj tudi pri sebi vidim, da hočem novejše in novejše stvari, take, ki jih vozi kdo drug, pa skozi je govora o temu nekih novih novostih pač v kolesarstvu, ki si jih pol ti hočeš na kolesu naštimati. Recimo bolj popularen, da si daš ročke na not, zaviješ. Dokler niso tega prepovedali na 10 stopinj ali koliko. In to so delali pol še rekreativci in vsi. Tako da v bistvu to so izboljšave pa regulacije, tako naprej. Ja, ampak to se strinjam, ampak problem je, da to so miniaturni popravki pri profesionalcih, ki lahko pogledamo tako, ne? Ja. A bi Pogačar z 10 let starim kolesom še zmeraj zmagal večino dirk?
No, ne vem, če si gledal intervju oziroma podcast o tem. Gerard Thomas ima podcast. What's Occurring, se mi zdi, da je. Ja. Ne vem čisto točno. No. Skratka, jaz ta podcast sem gledal ravno tega, kar si ti zdaj omenil. Ja. A bi Pogačar zmagal z 10 let starim kolesom? Ti si mislil zdaj reči, bi zmagal. Večino dirk verjetno še vedno bi. To sem Bi. jaz mislil. To si ti mislil Ja. reči. Jaz sem gledal tisti podcast od dveh, ki se bolj spoznata, Ja. to, kot jaz in ti. Pa je bil odgovor čist drugačen. Ja. Da ne bi. Zdaj, Gerard in to se pa še en bivši kolesar sta prepričana, da Pogačar ne bi zmagal na kolesu izpred 5 let, kar je me šokiralo. In dobro, da si to omenil, danes imaš očitno žilo za tisto, ki je zanimiv. Aktualno, da ne bi na kolesu izpred 5 let zmagal. Pa to zdaj jaz nič ne nabijam, to sem res slišal in je čisto zagotovo preverjeno, se spomnim. Še izpred 5 let, kar pomeni, da on na kolesu iz prvega tura ne bi zmagal zdaj tura. Torej, YN RS je, ne vem, boljši za od 3 RS, zato ne vem. Zdaj, ti si hotel v bistvu potrditi to, pač, da v bistvu te izboljšave so miniaturne, ne? In jaz se tudi strinjam s tem, da je to malo nabijanje 5 let. Jaz se strinjam s tabo. Zdaj, te popravki vse na kolesu, ki so se zgodili, ali pa v katerem, pač govorim za vse športe, ki si ti na profesionalnem nivoju se išče čist mal, ne? Miniaturno, ampak je pa zelo velika razlika že sedlo, kako imaš postavljeno. In to je vse zračunano in stestirano. Mi, amateri, pa boš mogel za bike fitting veliko plačati. Če boš pa sam neki delu, kakor ima neki, kar sem videl tako, si pa lahko celo več škode narediš, kot koristi. Za tisti miniaturen popravek, kako ima sedlo postavljeno, pa kako ima on ročke, pa karkoli že. Kolesarstvo je tak šport, ki imaš veliko enih nastavitev, zato tudi primer, ker pri teku tega niti ni toliko, ampak v kolesarstvu pa je zelo veliko tega. In, veš, nekako v tem smislu sem mislil, zdaj pri fuzbalu tudi ni tega, ampak kolesarstvo je, In Ok. Moh to je svet profesionalnega športa. ja, In tle je v bistvu ideja, ki sem jo jaz malo narobe očitno zastavil, je pa vseeno, da... jaz se strinjam s tabo. Ja. Jaz se strinjam. Jaz se ne strinjam z Gerardom in kdo je še bil. No, ampak skratka, kot amater je ideja, mislim, tudi če imate ta starega Roga, ki je v Jugoslaviji zmagoval dirke, ne? Bo isto dober trening, kot je na čemerkoli drugem. Ja, jaz se s tem strinjam. Pa vsaj ves milijon planov plačanih, ki jih je, lahko ravno tako enak dobrega naredite za sto. Pogačar, te izboljšave, to so za amaterja čisto nič. In v bistvu mogoče Pogačar ne bi na tem kolesu zmagal tura. Ja. Ampak Bil pa še zmeraj drugi. vi pa ne boste tega opazili. Ja. Mislim, večino, ko dobite novo kolo, pa se rečete, ta pa bolj leti. Dajte se to vprašati čez pol leta, malo manj. Pa pozabite, kaj ste rekli na začetku, da to leti. Pa se vpraši, a gre zdaj kaj hitrej, kad je šel prejšen. Pa bo to že malo zbledel, ta razlika, ker v resnici ni, ker je samo v tvoji glavi ta razlika, ker je zelo velik v tvoji glavi. Ja. Kaj si ti narediš? Recimo, zadnjič, ko sem teh 24 ur pelil, nisem vzel kofeinske kave, ampak brez. Pa sem step, po moje, se skoraj spomnim, da sem rekel, da zdaj sem boljš. Sem vzel kofein, pa ga nisem. Sem manj zaspan. Ne, vse je v glavi. In v bistvu, ker ti dobiš nekaj novega,
katerekoli nov rekvizit za katerekoli šport, pač boš mislil, boljš je. Zato, ker je več stov, pa zato, ker je bolj nov, pa lepš ga izgleda, to je zik boljš. Pa ni čist res. Stvari napredujejo. Ampak ne napredujejo pa stvari tako hiter, kot marketinške fore za doseganje čim večjega. Pač, veš, no, Tako, ja. Če veš, kaj hočem povedati. Prav, v bistvu s tem, ker je prišel internet, je prodaja postala precej lažja. Kdor ni tam, v bistvu zamuja eno zelo veliko priložnost, kdor je tam, pa vpliva na en zelo velik faktor ljudi, ki v bistvu so zelo labilni glede teh svojih odločitev in se da zelo dobro vplivati. Zelo dobro, mislim tudi name, pa ker s tem ogromnim tokom pritiska, ki ga dobiš v bistvu iz medijev, se težko upreti, veš, mora biti res sam pri sebi toliko močen, da se prepričaš, da v bistvu... Veš, da imaš prav. Ja, redki so taki, da bi se kar prepričali in bili pripravljeni trditi svoje, ne glede na to, da te vsi ostali prepričujejo drugače. Ja, ne bi bilo fajn, da bi ti kakšnega YNRS-a nabavil, bi šlo hitreje. Bi šlo hitreje, pa najbolj, da še dol poberem za trakce, da bo še lažji. Ja. Mislim, Zakaj bi bidon imel, pa gor bi stojalo za bidon dajo? Mislim, ne rabiš bidona, sej brez bidonov gre hitreje. Ja. Pa boš manj želja, ne vem. Ja. Sej, če nimaš možnosti, pa isto čelada, to je samo dodatna teža. Ja, to je tudi res. Mislim, zakaj bi dres nosil? Ja, točno to, zakaj bi dres. Da ne bo zdaj kdo tukaj, ki še gleda, mislil, da Simon namiguje na kakšno vožnjo brez čelade. Ja. Pa da tle spodbujamo, to je on vse v šali. Hotel povedati, da v bistvu res ni, pač nekatere stvari morajo biti, nekatere stvari so pa same po sebi že čisto redu, a ne, mislim, ne rabiš imeti ne vem česa, da si čisto enako uspešen kot amater, ker bistvo amaterskega športa je, da uživaš. In včasih tako dam komu na svet, da je bolj, da se imaš fajn, pa da mogoče kolo ni tako hiter, če govorimo o kolesarstvu, a pa čemerkoli, da je mogoče malo dražji ali pa bolj pocen, sam da tebi paše, pa da se na temu dobro počutiš, ko boš že iz tega šel veliko hitreje, kot na čemerkoli drugem, ki ti ni všeč, ampak je kao boljš. Ja. To sem isto povedal. Jaz mislim, da splošno so v resnici zaokrožila. Ja. Kar se glede socialnih mrež tiče, lahko bi še 2 uri govorila komu. Ja, ampak bi se pol začela kaj ponavljati. Ja, zelo hitro. Zato mislim, da lahko s tem nasvetom kar zaključiva danes. Ja. Upam, da vam je bilo všeč. Ja. Pa se vidimo naslednji torek. Upamo, da s kakšnim gostom.